Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS. Torej, tokrat je nekako Pomurje postalo središče Slovenije, kajti v naše kraje je prišla vlada, tukaj več dni se stankuje, se druži z raznimi gospodarstveniki in ostalimi deležniki. Pa smo v sklopu tega obiska vlade pred naš mikrofon povabili ministra za gospodarstvo, gospoda Zdravka Počivalška, da nam kaj več pove, kaj se vse v sklopu tega obiska tukaj tudi dogaja. Tako da, gospod minister, lepo pozdravljeni pred našo kamero. Pozdravljeni. Pa morda za uvod, če našim gledalkam in gledalcem poveste, kaj je dejansko tisti namen obiska vlade tukaj v Pomurju v teh dneh. No, v vladi smo se odločili, da bomo po enem letu ukvarjanja intenzivnega z COVID krizo pospešeno realizirali obisk vseh 12 statističnih regij. In danes smo tukaj v pomurski regiji. Namen takih obiskov je, da pregledamo, kje je stanje razvoja v vsaki od regij, tako danes tudi tukaj v Pomurju, še posebej s poudarkom na razvoj gospodarstva. Gre za to, da smo pač bolj pozorni pri regijah, ki so oddaljene od centra na ta gospodarski del v kontekstu zagotavljanja skladnega in pa enakomernega regionalnega razvoja. Dejstvo je, da je pomurska regija ena najmanj razvitih, da je po indeksu razvojne ogroženosti tudi na koncu, da pa se v zadnjih letih vršijo tudi tukaj premiki na bolje. Lahko rečemo, da je bil zaradi te razvojne zaostalosti sprejet leta 2010 razvojni zakon o Pomurju, v okviru katerega je bilo na tem gospodarskem delu investiranih 32 milijonov evrov v veliko število podjetij in na koncu koncev smo prišli do tega, da je bilo ustvarjenih kar nekaj novih delovnih mest. Tukaj se mi zdi, da je vseh podjetij tam nekje okrog 1800, da je skoraj 17 000 zaposlenih, veliko število je mikropodjetij, malih in srednjih, je pa nekaj pomembnih in pa velikih igralcev. Tukaj bi želel izpostaviti še to, da je pomurska regija na nek način zadaj po dveh pomembnih kazalcih, ki jih moramo v bodoče spremeniti, in to je po investicijah v osnovna sredstva in po investicijah v raziskave, razvoj in pa inovacije. In ta delež v povezavi z bruto družbenim produktom ni dovolj velik, tako da beležimo sicer napredek v bruto družbenem produktu iz leta 2010 do danes na skoraj 15 000, ampak tudi ta podatek je nižji od regijskega oziroma od povprečja vzhodne kohezijske regije, kjer je 18 000 evrov. In če to primerjamo še z sosedi v Avstriji, kjer so na 40 000, pridemo še do enega problema, ki ga ima pomurska regija v tem kontekstu, da je tu huda konkurenčnost za beg možganov. In to je razlog, da moramo v okviru vseh sredstev, ki jih imamo na voljo v prihodnje, to pa je 5 različnih evropskih fondov, načrt za okrevanje in odpornost, REACT-EU, sklad za pravičen prehod, sklad za kmetijstvo in pa nova finančna perspektiva, vlagati enakomerno na področju cele Slovenije, posebej v regijah, ki so razvojno ogrožene, in odločitev, da skozi obisk te vlade spoznamo zanimive projekte, mislim, da je pravilna. O kakšnih sredstvih lahko govorimo? Dejstvo je, da ima država kot celota na razpolago vseh teh 5 fondih, ki sem jih navedel, preko 10 milijard evrov povratnih in nepovratnih. Jaz lahko malo več govorim o sredstvih, ki so namenjena za
investicije znotraj načrta za okrevanje in odpornost, kjer bo ta fond na slovenskem nivoju težak 2,5 milijarde, milijardo 800 milijonov je nepovratnih sredstev, 700 milijonov je povratnih in od tega gre 427 milijonov za gospodarstvo, za celo Slovenijo. Znotraj tega lahko rečemo, da bomo iz načrta za okrevanje in odpornost in ostalih fondov imeli na razpolago skoraj 200 milijonov za investicije v turizmu in tukaj bo pomembno to, koliko bo dobrih projektov na voljo v posamezni regiji. Mi ne bomo denarja delili, ne vem, na 12 delov, ampak bomo poskušali podpreti vse dobre projekte in zato pozivam gospodarstvenike, lokalne skupnosti, da se na tem področju organizirajo. Na koncu koncev bo danes popoldne sestanek z gospodarstveniki in pa predstavniki lokalnih skupnosti, kjer bomo predstavili te možnosti financiranja iz evropskih sredstev. Tukaj je potrebno povedati še to, da mislimo, da bo večji problem najti dobre projekte, kot pa to, da ne bi bilo dovolj denarja. Skratka, podprli bomo vsak naprej usmerjen projekt, ki bo imel solidno dodano vrednost. To so sredstva, s katerimi razpolagamo na našem ministrstvu. Kdaj se recimo lahko pričakujejo kakšni prvi razpisi? Prvi razpisi za digitalizacijo bodo že letošnje leto. Večino tega, kar želimo dati na razpise, govorimo o gospodarskem ministrstvu, želimo razpisati v prvi četrtini naslednjega leta, zato ker je nujno potrebna hitrost, da na vse temelje, ki smo jih naredili z protikoronskimi ukrepi, gospodarstvu dosti hitro pomagamo, da se zdaj, ko smo vsaj v gospodarskem smislu to krizo solidno ali pa odlično preživeli, začenja nov razvoj. Na koncu koncev se v gospodarstvu, v svetovnem smislu, v evropskem smislu na novo mešajo karte in tukaj je pomembno, da pač sledimo tem trendom, ki so aktualni. Krožno gospodarstvo, zeleni prehod, obdobja, ko smo izvažali smeti, uvažali poceni energijo, je po našem prepričanju dokončno mimo in tukaj imamo pač, bom rekel, to srečo, da imamo kar precej zelo propulzivnih in v razvoj usmerjenih podjetij na področju cele Slovenije, pa tudi v Pomurju. V Pomurju moram povedati še nekaj, da že za časa mojega ministrovanja, jaz sem minister od leta 2014, ugotavljam en strahovit napredek na tem investicijskem področju, o katerem sem govoril, da je še vedno premalo tukaj v pomurskem delu. Vse to pa mislim, da je v največji meri omogočila infrastruktura, se pravi dostopnost Pomurja je zdaj zaradi cestne povezave naprej avtocestno z Madžarsko in pa že pred časom železniške tisto jedro, ki Pomurju daje prednost. Na nas je, da zdaj vzpostavimo tukaj ustrezna delovna mesta za to, da bodo mladi lahko ustvarili družino na področju, kjer so doma, pod ena, da bodo lahko dobili solidno plačano delo in da bodo lahko delali poslovno kariero. Da pridemo do tega, da ustvarimo pogoje, da se tudi na tem področju v večji meri znebimo migracij v Slovenijo in pa preko meje. Kje vi vidite tiste glavne potencijale na področju gospodarstva v pomurski regiji? V pomurski regiji, tako kot v Sloveniji, ampak v pomurski regiji še toliko bolj, je glavna prednost usposobljena delovna sila, ki bo ključni problem za razvoj slovenskega gospodarstva jutri. In tukaj verjamem, da imamo potencial na tem področju za razvoj vseh vrst industrije. Na eni strani kovinsko-predelovalne, imamo farmacevtsko industrijo, živilsko-predelovalno industrijo in pa ena perla, ki je v
Pomurju močna, to je turizem. Tukaj imate preko 500 ponudnikov turističnih storitev. Imamo dva velika igralca na področju termalnega turizma. Imamo dve fantastični turistični točki, če tako rečemo, Vinarium v Lendavi in pa Expano tukaj v Murski Soboti. To so vse nastavki za to, da pridejo gostje iz Slovenije in tudi iz tujine v ta del. Veste, da vsak gost, ki pride, generira dodatna delovna mesta in tukaj moram reči, da me še posebej veseli, da ste razvojno uspešni in napredni in se ni za bati, da ne bomo imeli dobrih projektov za počrpati evropska sredstva. Ogromno naših ljudi dela v sosednji Avstriji, so šli s trebuhom za kruhom, po drugi strani pa manjka delovna sila. Nenazadnje je Kartago ni širil svoje proizvodnje več v Odrancih, ampak je šel v Ormož. Na kakšen način bi se dalo te ljudi, ki delajo čez mejo, da bi dejansko ostali doma in tukaj delali? Samo en način je ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Prej smo govorili o primerjavi bruto družbenega produkta na prebivalca v Pomurju 15 tisoč, preko meje na avstrijskem Štajerskem 40 tisoč. Pomurje je na nekih 67% slovenskega povprečja. Avstrijci so v istem obdobju zrasli za preko 70%. In to je pač razlog, da moramo tukaj več vlagati v delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. To je edina pot, sicer se nam bodo ljudje iz države in iz te regije selili. Verjamem pa še enkrat, da imamo znanja, sposobnosti in zdaj tudi sredstev, da se te stvari obrnejo. Vse to pa temelji na dveh zadevah, na še enkrat dobri infrastrukturi, cestni, železniški. Jaz verjamem, da temu sledi tudi ta digitalni del, ki omogoča, da imamo tukaj vse, kar potrebujemo, in pa usposobljena delovna sila. Seveda se moramo potruditi, da bo ostala pri nas, ne pa da bo šla k sosedom. Pomurje je znano po svoji kulinariki, pa tudi po žlahtni kapljici. Imate morda preferirate kako domačo jed ali pa morda kako dobro kapljico? Moram reči, da mi je povsod lepo, še posebej zato, ker je pri sosedih, ali je to znotraj Slovenije, ali je to izven Slovenije, vedno vse drugače in kot tako tudi boljše. Seveda je Pomurje, kar se mene tiče osebno, perla na tem kulinaričnem področju in to je ena dodatna zgodba, ki lahko omogoči vsem tistim, ki se ukvarjajo tukaj s turizmom, da pišejo uspešne zgodbe. Sicer pa o tem ne bi smel preveč govoriti, ker to tudi vpliva na to, ne kako se počutim se v redu, ampak je potrebno skrbeti za dobro kondicijo. Tukaj pa imamo tako dobro hrano, da se je težko upreti in hrani in pa dobri kapljici. Gospod Počivalšek, hvala lepa za vaš čas in za vaše zanimive besede. Hvala tudi vam in vsem tukaj v Pomurju želim, da boste izkoristili svoje priložnosti in da se bodo naslednjič pač v tej vlogi pogovarjali ljudje, ki bodo ugotovili, da smo naredili en velik napredek. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.